Krajinski park Ljubljansko barje danes nudi življenjski prostor številnim živalskim vrstam, nam pa predstavlja neskončen niz mozaikov travnikov, njiv, jarkov in mejc. Predel današnjega barja pa je bil poseljen že v mlajši kameni dobi. 7000 let nazaj je bilo na barju kar veliko jezero in malo po tistem, se pravi 6600 let nazaj, so pa prišli na barje prvi koliščarji. Zakaj koliščarji? Zato, ker so si bivališča postavljali na kolih in zato jih potem mi danes tako imenujemo. Prihod koliščarjev na Ljubljansko barje označuje zelo pomembno obdobje v zgodovini osrednjeslovenskega prostora. Koliščarji so bili najzgodnejši graditelji manjših, a stalnih naselbin. Šlo je za majhne skupine samostojnih kolib na kolih. Naselbine so postavljali sočasno na več koncih Ljubljanskega barja. Na videz nehvaležno življenjsko okolje jezera je prinašalo veliko prednosti. Kaj so imeli? Seveda veliko rib, tudi divjačina je prihajala k vodi. Tudi bili so nekako zaščiteni. Če vemo, da so imeli v ozadju še malenkost močvirja, pred sabo v bistvu čistino jezera, potem je bila tej potrebi po varnosti bilo kar zadoščena. Koliščarsko obdobje, ki se prične konec mlajše kamene dobe, traja vso bakreno dobo in se konča v zgodnji bronasti dobi, z nekaj vmesnimi prekinitvami, ki jih pripisujejo klimatskim in gospodarskim dejavnikom. Na barju so bili metalurgi in tisti so se verjetno ukvarjali samo z metalurgijo. Sprva metalurgijo bakra, proti koncu koliščarske dobe, ki se je končala v bronasti dobi, pa tudi z metalurgijo brona. In oni so bili specialisti, oni so v glavnem se s tem ukvarjali. S koliščarji pa je na to območje prišlo tudi poljedelstvo. Na kopnem v bližini naselbin so gojili govedo, ovce, koze in svinje. Pomembni gospodarski dejavnosti pa sta bili tudi lov in ribolov. V gozdovih so nabirali gozdne sadeže in plodove, izdelovali pa so tudi lončene posode. Za plovbo po jezerih so uporabljali drevake. Ko je jezero presušilo in se umaknilo barju, kot ga poznamo danes, se je gradnja teh naselbin ustavila. Koliščarji so nam zapustili pomembno dediščino. Tudi oni so se borili za življenje, ampak v primerjavi z nami so pa odlično poznali naravo in jo tudi spoštovali. Vprašanje pa je, če to danes počnemo tudi mi. In koliščarski dnevi so idealna priložnost, da to vrstno znanje in spoštovanje do narave ohranimo.